Tako kot več let zapored je tudi letošnje leto potekalo glasovanje pri Svetem Vidu nad Zgornjim Tuhinjem. Krajani krajevne skupnosti Tuhinj vsako leto tradicionalno na pobočju Menine planine pripravimo posebno slovesnost v spomin dneva državnosti, rojstnega dneva naše domovine. Gre za prireditev, ki se začne s sveto mašo, nato s krajšim kulturnim programom, nato pa še veselo druženje. S tem želimo počastiti vse tiste naše krajane, ki so aktivno sodelovali in pa pripomogli pri osamosvajanju Slovenije. Bilo jih je kar nekaj, nekateri tudi zelo intenzivno, med drugim so bile tudi v Zgornjem Tuhinju posebne lokacije, kjer je teritorialna obramba skrivala orožje pred jugoslovansko armado. Tako da lahko rečem s ponosom, da smo Tuhinjci aktivno sodelovali pri obrambi Slovenije. Pri slovesnosti pa so seveda sodelovali tudi pritrkovalci iz Tuhinja. Nato se je v cerkvi začela sveta maša, ki je bila posvečena prazniku svetega Janeza Krstnika in tudi dnevu slovenske državnosti. In Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Tako bomo tudi s to sveto mašo počastili Janeza Krstnika, ki je v zgodovini odrešenja imel tako veliko in pomembno nalogo. Ker smo pa pred praznikom državnosti, bomo pri glavni mašni prošnji prosili tudi za pravo modrost vseh tistih, ki so nam postavljeni za voditelje, da bi nas vodili v miru, slogi, pravičnosti in vseh lepih krepostih, ki jih danes v našem narodu tako manjka. Po končani sveti maši se je začel kulturni program. Nato je spregovoril osrednji govornik. Sem pripadnik tiste srečne generacije, ki je prvi razred osnovne šole začela obiskovati v Jugoslaviji, zaključili smo ga pa v samostojni in neodvisni Sloveniji. Tako manj, da so v naših krajih ali pa nasplošno v Sloveniji preveliki strahovi glede nacionalizma in da imajo te stvari prevelike oči. Zaradi tega pa nastajajo generacije brez domovinske zavesti in na srečo so športne reprezentance še edine, ki to narodno zavest nekoliko bolj vzbujajo. Slovenija je v teh 20 letih prehodila neverjetno pot. Od Avstro-Ogrske province do jugoslovanske ponovine socialistične republike vse do mednarodno priznane, samostojne in neodvisne države. Zdaj je priložnost, da znova obudimo duh odločnosti, osredotočenosti in enotnosti iz časov nastajanja naše države. Današnji zgled nam je zagotovo lahko tudi slovenska nogometna reprezentanta. Vse najboljše, Slovenija. Medtem so seveda tudi že zakurili kres, dva mlada tuhinjska harmonikarja pa sta nas razveselila svojimi zvoki.